Visok krvni tlak, eden izmed največjih sovražnikov ljudi v današnjem svetu. V Sloveniji kar 4 do 5 tisoč ljudi letno umre ali za možgansko ali za srčno kapjo. Po svetu letno 9 milijonov ljudi umre zaradi visokega krvnega tlaka in pač posledično možganske ali srčne kapi. Kaja, a mi boš ti danes malo razložila o tem, kako se lahko mi malo umirimo oziroma umirimo ta naš krvni tlak, da ne bo v takih višavah, kako poskrbimo za to zadevo? Da ne bo skozi to gor. Tako, da ne bo visok, da bomo lahko govorili o normalnem krvnem tlaku. Ja, se mi zdi, da to je res bolezen sodobnega časa. Zakaj pa je bolezen sodobnega časa? Je pa zaradi tega, ker se je življenje toliko spremenilo. V bistvu ena stvar je, da ves čas sedimo, smo v pisarnah, ne gremo več na svež zrak, ne razgibamo našega telesa. Drugo je hrana, ki jo uživamo. Hrana, ki jo uživamo, je po večini mrtva, se pravi veliko sladkorja, recimo, ne vem, ubijalec, se pravi definitivno number one, bi jaz vedno rekla, je sladkor. Se pravi, pred maščobami je sladkor. Joj, maščobe so nekaj najboljšega. To se mi zdi ena taka stvar, ker ljudje ne vejo, da vedno povežejo zamaščene žile, visok krvni tlak, to preveč maščob ješ. Ja, no to je ena taka ključna stvar, ki sem jo hotela povedati. V bistvu pač ena izmed boljših stvari, mislim, ena izmed najbolj pomembnih stvari, ki jih lahko naredimo za boljši krvni tlak, se pravi za naše bolj čisto ožilje, za boljše ožilje, je uživanje zdravih maščob. Mislim, to je tako pomembno, zdrave maščobe so res tako pomembne, se pravi za mielinske ovojnice v možganih, sploh da mi lahko normalno delujemo, pač potrebujemo maščobe. In tudi recimo moje mnenje, zakaj je prišlo do toliko hormonskih neravnovesij, do neplodnosti, do vseh teh bolezni, ki jih imamo danes, je tudi zaradi tega, ker ne vem, če se spomniš, leta nazaj je bilo zelo popularno prepričanje, oziroma so tudi bili izdelki na trgu ves čas taki z nizkim deležem maščob. In kaj nam je to naredil? Oropal nas je pač v bistvu dobesedno zdravih hormonov, zdravih možganov, zdravega srca, in vse te ostale stvari, se pravi maščobe, so iz izdelkov ven pobrali, mi smo se jim izogibali, in v bistvu so jih pa nadomestili z drugimi stvarmi, se pravi z raznimi konzervansi, se pravi z raznimi filerji, ki niso zdravi, ne vem, z ogljikovimi hidrati, sladkorji in tako dalje. Se pravi, to praznino, ki so jo dobili s to odstranitvijo maščob, so mogli tako z nečim napolniti in s čim drugim kot z umetnimi stvarmi. Ampak, ko govoriš o maščobah, pa si zdaj omenila zdrave maščobe, katere so zdrave maščobe, katera so živila, ki so polna zdrave maščobe? Tukaj vidim, da imava par primerov zdravih maščob. Sem prinesla Si se oborožila z zdravimi maščobami. Tako, ja. Se pravi, zdravih maščob sploh ne more biti preveč. To velikokrat dobim vprašanje, in zdravih maščob pač ne more biti preveč, res jih ne more biti preveč. Jaz se pač res priporočam, se pravi, če greva najprej k oljem. Olivno olje, konopljino olje, laneno olje, pa bučno olje, se pravi, to so recimo, ali pa ne vem, olje grozdnih pešk. Olje je v bistvu vrst olja, tudi ko pogledaš, ne vem, po spletu, pa tako je res ogromno. Ja, samo moramo paziti tukaj, da to spet niso kakšna umetna olja, se pravi, nenaravna olja. Ne priporočam recimo, ne vem, kakšnih teh sončničnih olj, ki so zmešana, ali pa rastlinskih olj. Rafinirana, ja, to definitivno ne. Pol, če se, ne vem, če greva pogledati dalje, recimo vse različne vrste semenk, čija semena, ki jih imamo tukaj, konopljina semena, lanena semena, bučna semena, sončnična semena, vse to je super, vsebuje veliko omega-3. Pardon, da te zdaj prekinjam, pri semenih, oziroma jaz vem, da je večna polemika o tem laneno seme, pa čija semena. Zmeljaš ali ne zmeljaš, preden jih uživaš, zaradi tega, da jih telo lažje absorbira? Ja, ne. Mislim, tako je. To sem že enkrat drugače v eni oddaji povedala, ker se tudi so me sprašvali v bistvu, kar se tiče namakanja oreščkov, se pravi recimo mandljev pa teh stvari. V bistvu tudi naše telo se je z evolucijo spremenilo in tudi naše telo je zdaj drugačno, kot je bilo prej. Se pravi, je veliko bolj pač v bistvu tudi odporno na nekatere stvari, mislim tudi na nekatere dejavnike, in tudi sama absorpcija se je spremenila. In bi sam želela tukaj pač povedati, če mi jemo zdravo, pa če imamo pač čisto telo, se pravi, potem tudi recimo, ne vem, ne rabimo namakati oreščkov, zaradi tega, ker bo pač telo vse to samo prebavilo. Tako da isto je, kar se tiče pač edino pač pri čija semenih je pač pomembno, da jih pustimo
pustimo vsaj 10 minut, da nabreknejo, a ne da pač nekaj dajo od sebe. Pri lanenih semenih je pa tudi enako. Jaz vedno priporočam, da se jih mečken, če jih ne damo recimo na solato, kjer se ne čaka seveda, ampak recimo, če jih pa recimo damo v kakšen smuti ali pa v kakšno tekočino, pa dajmo počakati 10 minut, da pač v bistvu se razgradijo, pa pač dajo nekaj od sebe, zgostijo jetno, dajva tako reči. Ok, super, hvala za to. Oprosti, ker sem te prekinil, tako da lahko nadaljuješ pri živilih naprej. Se pravi, recimo avokado je tudi odličen. Jaz vsak dan pojem polovičko avokada, tako da avokado je super. Potem potem tudi recimo temnolistnata zelenjava. Recimo en trik s kisom je tudi ful dober, ker je pač v bistvu vrhunski za bolj zdravo ožilje in tudi v bistvu za naš uravnan krvni sladkor. Se pravi, eno žlico jabolčnega kisa, spet moramo paziti, da je naraven in tako, kot mora biti, v bistvu zmešamo z vodo in ga popijemo ali zjutraj na tešče, ali pa recimo preden bomo pojedli neke take, se pravi neki mogoče, ne vem, ogljikove hidrate ali pa nek sladkor, zaradi tega, ker nam bo pomagal uravnati naš krvni sladkor in se zaradi tega pač naš krvni sladkor ne bo dvignil. Tako da je pa pač tudi odličen za ožilje. Tako da jaz recimo, ne vem, si tudi zjutraj dostikrat pripravim eno veliko žlico jabolčnega kisa si dam, potem si dam limonin sok, pa recimo tole eko zelenje si še zraven zmešam. Tole imamo en tak ključen paketek, malo predstavaš izdelke, ki jih imamo tukaj lepo stane, zakaj je kaj dobro? Ja, drugače tale paketek je tudi paket v bistvu za srce in za ožilje in za boljše delovanje naših možganov. Tako da ja, tukaj imamo se prav tole eko zelenje. Eko zelenje je v bistvu klorofil je tudi zelo važen, to sem še pozabila omeniti oziroma še nisem pač povedala. V bistvu za pač naše zdravo delovanje srca in ožilja in tudi naših možganov je pač pomembna pretočnost. In zelo pomemben je klorofil. In kje dobimo zdaj mi klorofil? Klorofil dobimo iz alg, iz pšeničnih kalčkov, iz ječmenove trave in tako dalje. In vse tole pač vsebuje tole eko zelenje. Tako da je to zelo fajn, tudi recimo, ne vem, če greste kam na pot, pa pač, ne vem, ne boste v tistem dnevu imeli nič, pač, ne vem, zelenega za pojesti, da si tole zmešate. Saj to je čisto preprosto, ena žlička to damo v kozarec vode, se zmeša in se Ja, v bistvu je paketki so taki noter. In se pravi cel paketek tega stresamo notri. In se spije, ja. To je res ena enostavna zadeva, da dobiš vse naenkrat. Ja, pa meni je to dobrega okusa, no ni za nič, čeprav je zelenje, je dober. Ja, ker ponavadi tiste, če so kakšni zeleni napitki, zato ne bo. Potem imamo tukaj kot vi imamo omega-3 in pa še potem eno zadevico mineralne kapljice. Ja, omega-3 so pač, to je eden izmed osnovnih prehranskih dodatkov, ki ga jaz vedno priporočam. To se pravi, to je pač neka osnova, ki bi jo mogli vsi imeti, ne glede pač spet na naše zdravstveno stanje. Tako da dejansko pač omega-3 so, tako kot sva rekla, se pravi v možganih te mielinske ovojnice pač tudi nastajajo pač iz maščob in tukaj tudi pač pomagajo pač omega-3 pri tem delovanju in pri delovanju spet celotnega tudi ožilja in srca. Pa imamo pa še tukaj mineralne kapljice. Da te samo tole prekinem, ker vem, da je ogromno enih omega-3 različnih virov. In zdaj, ko smo ravno pri omega-3 maščobah, jaz predlagam, da si pogledamo kratek izsek, kjer Jasmina nekaj malega pove o omega-3 maščobah. In tudi recimo ogromno ljudi, ki uživa omega-3 maščobe, ki je super, da jih uživajo in fantastično, ampak iz alg, ne iz rib. Sicer so zelo poceni taka prehranska dopolnila, ampak a si to res želiš, da se dejansko dodatno zabašeš s težkimi kovinami? Kril je sicer boljša, veliko dražja različica, alge niso nič kaj bistveno cenejše, kot iz rib recimo, ampak milijardentkrat bolj varen način uživanja. Zdaj smo videli, naprimer, vire, iz kje je najbolj zdravo dobivati omega-3 maščob. Prej si pa tukaj še omenila, da imamo še mineralne kapljice, a ne? Ja, mineralne kapljice so pa tudi super, v bistvu jaz jih priporočam tudi uživanje zjutraj na tešče, tako da pač v bistvu pa tudi čistijo naše telo in pač v bistvu mu dajo pač dodatno energijo, tako da so tudi odlične, tako da tale paketek je super. Se pa tudi kako uživajo te mineralne kapljice? Da se jih v bistvu na žličko pa v vodo pač, mislim, da je tam okoli 40 kapljice na kapa oziroma pol čajne žličke, tako da. Se pravi, ta celoten kompleks je res neka taka stvar, ki bo podprla naš imunski sistem, naše ožilje in vse stvari. Govoriva zelo veliko o krvnem sistemu, o srčni kapi in tako. Kaj pa možgani? Kako je z možgani? Kako je z možgansko kapjo? A to so ista preventiva?
iste stvari? Ja, v bistvu to je vse pač povezano med sabo. Jaz bi mogoče tudi rekla, da pač pristop holističnega zdravljenja, a ne, oziroma mogoče tudi prehranskih svetovalcev, tako kot sem jaz, je, da na telo pogledamo celostno. Mogoče v mojem vidiku oziroma tako, kaj medicina dela narobe, je vedno, da dela samo pač, gleda, samo pač, ne vem, če si zlomaš roko, gleda samo roko. Se pravi, ne vem, če imaš probleme z srcem, bo pogledala samo srce, a ne. Zelo pomembno je pač v bistvu, da celostno pogledamo pač na telo, a ne. Tudi recimo ena zanimiva stvar, ki jo lahko povem, je tudi ta, da je tudi recimo naša prebava zelo povezana z našimi možgani. A ne, naprimer zaradi tega, ker če pač naša prebava ni pretočna, če smo tukaj zabasani, se bomo pač slabo počutili. Se pravi, in bomo imeli tudi, kako bi temu rekla, veš, tisto meglo v glavi. Ja, taka omotica, tako da tak zelo, mehak. sej, če sam narediš primerjavo, a ne, recimo, ne vem, če poješ nekaj zdravega, recimo, ne vem, dajva reči, avokado, pa pač neko zelenjavo zraven, pa recimo, ne vem, kakšne kvalitetne beljakovine. Kako se boš počutil? Se boš v bistvu počutil tudi v glavi, a ne, se pravi, tudi v možganih se boš počutil ostrega, čistega. Če boš pa pojedel nekaj težkega, se pravi, ali kakšno ocvrto hrano, ali sladkor, se boš pa počutil težko, dajva reči, tudi v glavi. A ne, tako da to je zelo pomembno. Tudi recimo, ne vem, ena stvar, ki jo lahko vidimo, kar se možganov tiče, a ne, jaz sem tudi kar zelo velika zagovornica prekinitvenega posta. Sicer pri prekinitvenem postu je zelo pomembno, da ga izvajamo pravilno, še posebej ženske, ga moramo izvajati glede na menstrualni cikel. Ampak recimo, ko začnemo, kaj sploh je prekinitveni post, a ne, se pravi, to je pač, da recimo, ne vem, 8 ur v dnevu jemo, 16 ur ne jemo. In tudi lahko vidimo, a ne, če spustimo zajtrk, a ne, kako smo v bistvu dejansko, kako so naši možgani bolj čisti. Kako lažje razmišljamo in tako naprej, a ne. In tako kot sem prej rekla, za možgane še posebej res, še enkrat poudarjam, zdrave maščobe so ena A-črtica. Zdrave maščobe so res pomembne. Druga stvar je pa tudi v bistvu urejeno črevesje, a ne, se pravi, ta pretočnost in potem povezava pa črevesja z možgani. Zdajle vam bomo predvajali en izsek tukaj, ki je zelo, kako bi rekel, meni je kar malo odprl oči, ker v bistvu se tega prej nisem zavedal, in predlagam, da pogledate tale izsek, kjer Sanja Lončar govori o možganih. Tako smo grobi do njih, da je pravo čudo, da sploh funkcionirajo. Dejansko jih izsušimo, ker smo kultura, ki živi na kofeinih, v air-conditionu, v umetnih, presuhih prostorih. Potem zelo slabo jih podmazujemo, ker možgani morajo biti vlažni, mastni, da bi delovali. Večinoma uživamo maščobe, ki so plastika, niso pa žive maščobe, ki jih možgani potrebujejo. Pa za povrh v zadnjem času res vse bolj jih motijo ta elektromagnetna sevanja, katerim jih izpostavljamo. Vse je to v redu, vsi danes rabimo, ne vem, internete in telefone, ampak vse to bi se dalo uporabljati tudi tako, da si škodujemo 1000-krat manj kot trenutno. Res razprodajamo možgane, novih pa ne bo možno kupiti. Ta stavek, Kaja, razprodajamo možgane, novih pa ne moremo kupiti. Kaj se tebi prva misel, asociacija, ko slišiš to, ko ta stavek slišiš, kaj se ti zgodi? Ja, wow, tole je res kar močen stavek, ja, tako da bi se pa zelo strinjala z njim. Ja, dejansko je res žalostno, da dejansko, ja, pač ne vem, kaj vse bi naredili, ne vem, v kakšne službe bi hodili, a ne, se pravi, tudi dejansko pa se učili, pa pridobivali nova znanja, pa pač v bistvu vse dali od sebe, a ne, ampak dejansko ne padmo pa pač na možgane iz kjer vse to izhaja, a ne. Saj mogoče je tudi ena taka dobra primerjava, je tudi vedno pač tudi recimo s to izgorelostjo, a ne. Tam je tudi, na primer, a ne, pač dobesedno vse daješ od sebe, pač ves čas, a ne, ves čas samo daješ, a ne, ampak mislim, slej kot prej se ti zgodi, da zgoriš in ne moreš več in potem te ni več in se spraznaš in kaj boš potem, a ne. Tako da enako je pri možganih, ja, če pač bomo samo dajali, pa ne poskrbeli za njih, se pač enako zgodi. Se pravi, poskrbimo pa že, v bistvu, da se nafilamo, napolnimo nazaj, pa to naredimo s temi stvari, ki so jih prej že, oziroma si jih bolj kot ti prej omenjala. Se pravi s prehrano, se pravi s pravilnimi prehranskimi dodatki, za vadbo. Vadba je tudi zelo pomembna za pretočnost telesa, se pravi, da kri kroži po našem telesu. In ko govoriš o vadbi, naprimer, a je
hoja, da greš na sprehod, je to zate že neka taka? Ja, že hoja je vadba, odlična. ne? Hoja je pač v bistvu ena super zadeva, 10.000 korakov. Jaz sem velika ljubiteljca tega, pač v bistvu, da naredim 10.000 korakov na dan. Tako da hoja vam bo super koristila. To je pač v bistvu ena izmed boljših vadb, jaz lahko rečem, no, ki obstajajo pač na tem planetu. Tako da pač hoja je super za sproščanje, se pravi za večjo vitalnost telesa. Ne smemo pa hkrati tudi pozabiti, ne, tako kot večkrat omenjam, ne priporočam visoko intenzivnih športov, priporočam pa vadbo, pri kateri boste pač tudi nekaj naredili, se pravi za svoje mišice. Morate vedeti, da po 30. letu zelo začne upadati pač naša mišična masa in tudi naša mišična masa je zelo pomembna, da se pač dobro počutimo v svojem telesu, da smo lahko fizično aktivni in tudi, da naši možgani dobro delujejo. A ne, tako da tukaj tudi ne pozabiti, se pravi vadba tudi mora biti taka, se pravi, da nas hkrati sprosti in hkrati pač v bistvu pač ohranja našo mišično maso, ker jo potrebujemo, nujno potrebujemo tudi za zdrave možgane. Se pravi, da ni samo kardio, ampak mora biti trening za moč, za ohranjanje mišične mase. Ker posledično tudi v bistvu naše sklepe in kosti in vse zavaruje naše mišice. Ja, tako ja. Sej mogoče tako, kot je bila dolg časa pač popularna ta vera v pač prehranske izdelke z manj maščob, se mi zdi, da je bila istočasno, kar smo si spet delali škodo, tudi zelo popularen ta tek. Ne, recimo, ne vem, naprimer tek je nekaj najslabšega, kar lahko narediš za svoje telo, to sem jaz dobila že ne vem koliko uničenih strank, je, da greš zjutraj na prazen želodec teč. Mislim, ni hujšega, sam še povišaš svoj kortizol, uničuješ sklepe, tako kot si rekel, stres za telo. Dodaš v telo. Kjera pa je pa najboljša vadba za naše ožilje, kaj bi ti rekla? Ja, jaz bi pač rekla, pač v bistvu neka kombinacija, ne, jaz pač v bistvu imam tudi, jaz sem izoblikovala nek svoj poseben tip vadbe, ki je pač glih prišel iz vseh mojih različnih stvari, ki sem jih delala v življenju. Ne? Se pravi, jaz sem drugače delala vse te neumnosti. Jaz sem tudi tekla pol maratone, polovičnega Ironmana sem naredila in tako. Tudi jaz sem naredila dosti neumnosti. Normalno, pač na napakah se učimo. No? Tako da zdaj, jaz bi, kar se vadbe tiče, pač ta recimo moja vadba vsebuje, se pravi v bistvu v prvine pilatesa, joge, vaj za moč pa intervalnega treninga. To se pravi, da je vse skupaj nekako združeno. Se pravi, da delamo na vajah za moč, se pravi, da delamo na tem intervalnem treningu, temu HIIT treningu. Tudi ta je zelo pomemben za naše ožilje in za dobro delovanje možganov. Samo mora biti pravilno izvedena, ja, ne, se pravi, tako, ja. Se pravi, recimo, ne vem, jaz delam 3 ponovitve po 10 vedno, naprimer, ne, v tem smislu. Pa tudi recimo, da je vadba še vseena, ne, se pravi, da se veliko dela tudi na stretchingu, da se pač veliko dela tudi na raztegovanju telesa, to se tudi pozablja, ne. Recimo, spet, če govorijo o tej holistični medicini in holistični povezavi v telesu, recimo, ne vem, če boš ti šel spet, recimo, ne vem, na eno pump, tisto aerobiko, ne vem, kaj je že bilo tudi popularno, ne, mislim, kdo ti bo pa hrbtenico raztegnil, ne, mislim, to je tudi recimo važno, ne vem, recimo. Mišice samo krčmo, kupičmo, tako, namesto da bi jih raztegnili in spet recimo, ne vem, pokončna hrbtenica, se pravi lepa drža, spet povezana z možgani, a ne spet povezana z pač celotnim našim telesom. Se pravi, pol celotno, če na hitro povzameva, zdrava prehrana, zdrave navade, v bistvu tudi zdrava mentaliteta, da se v bistvu sami znamo malo umiriti in pa tudi takele stvari, kot so dopolnila, kot je tale paket za srce in ožilje in pa seveda ogromno ostalih nasvetov za znižanje krvnega tlaka, za bolj nestresno življenje lahko najdete na naši spletni strani www.klepetobkavi.si.